Pozdravljeni. Danes sem tako malo nagajivo razpoložena, mogoče tudi zaradi tega, ker sem dobila par vaših odzivov na najin spletni tečaj o jezi. In verjetno tudi zato, ker vidim, da velikokrat tudi vi meni daste neko ogledalo, v katerem mi piše, da je z mano vse okej. Zakaj? Jaz se spomnim včasih, ko sva z Albertom začela delati na najinem odnosu, oziroma preden sva začela delati na najinem odnosu, sem jaz zelo velikokrat imela to mišljenje, da če on ne bi se jezil, potem bi bila midva srečna, da če bi bil on bolj pozoren do mene, potem bi bila midva srečna, če on ne bi zamujal, potem bi bila midva srečna in tako naprej. Več o tem bova govorila o najinem spletnem tečaju jeza v partnerskem odnosu, ampak zdajle bi se jaz rada vrnila na to primarno jezo. Ker kaj se je zgodilo, Zelo veliko vas je pisalo, da ste kupili spletni tečaj zato, da bi ga naredil partner. Toliko zelo vas razumem. Zaradi tega, ker naš naravni vzgib je ta, da v bistvu nam je toliko težko, da bi v bistvu prevzeli odgovornost za kakšno našo stisko ali pa težavo, da vedno mislimo, da to stisko lahko reši nekdo drug. Ampak to ni tako. Tako da vsi tisti, zelo zanimivo je, da najprej mi je pisala par žensk to, kako naj zdaj može prepričajo, da bojo ta spletni tečaj naredili. Danes mi je pa pisal en moški, ki je rekel, da on je to kupil za svojo ženo, ki skozi nori, in da bi rad, da se enkrat zamisli sama nad sabo. In potem sem rekla, no, zdaj pa res moram posneti ta video. Zaradi tega, ker to razmišljanje je popolnoma naravno in normalno in z nami nič ni narobe. Samo toliko, da veste. Je pa v bistvu zmotno misliti, da bomo mi dosegli, da se bo naš partner na našo v bistvu silo spremenil ob občutku, ki mu ga mi sporočamo, da z njim nekaj ni okej. To se pravi, če jaz kupim mojemu partnerju spletni tečaj o jezi nase, mu s tem sporočim, naredi ta spletni tečaj, ker s tabo nekaj ni okej, posredno mu pa sporočim, jaz sem pa okej. In tukaj se zgodi eno zelo, zelo temeljno neravnotežje v našem odnosu. Skratka, partner dobi občutek, da je on kriv in da če on ne bi bil tak, da bi bilo vse okej, s tem, da on pa misli, da smo to mi. In tlele imam zdaj jaz v bistvu en klic. En klic vsem tistim, ki ste kupili spletni tečaj, zato da ga bo naredil partner, spletni tečaj obvladovanje jeze pri sebi je namenjen vsakemu človeku. Tudi vam, ki mogoče mislite, da niste jezni. Ampak zdajle, v temelju vam jaz lahko povem, da ste jezni, da imate jezo pri sebi. Če druge nimate, imate jezo pri sebi, zaradi tega, ker vaš partner noče delati spletnega tečaja obvladovanja jeze pri sebi. A vidite, kako se zavrtimo v krogu? In kar bi vam rada povedala je, da ta spletni tečaj obvladovanja jeze pri sebi je temeljni spletni tečaj. Brez tega tečaja boste zelo težko naredili naslednje tečaje, ki bodo prišli. Skratka, naslednji pride jeza v partnerskem odnosu. Nujno morate poznati jezo pri sebi, nujno morate vedeti, kaj z njo početi, zaradi tega, ker to je vaš delež v vašem odnosu. In človeka brez jeze na tem svetu ni. Mislim, tako se trudim, vidite, da bi vam povedala, da bi me slišali, da je to res pomembno. Jeza je nekaj, kar mi nosimo v sebi in pomembno je, da poznamo, kaj s to jezo delamo. A s to jezo uničujemo odnose okrog sebe, katera vedenja nam jeza v bistvu, katera vedenja nam izpadejo. A jo potlačimo, a smo destruktivni do sebe, do drugih, ponižujoči, grozimo, znorimo, kaj?
se zgodi z nami. Zelo, zelo pomembna stvar. In ljudje, ki mislite, da niste jezni, mogoče, dajte se vprašati, mogoče tako spretno to jezo potlačite. In ko mi jezo potlačimo, se v telesu dogaja marsikaj. V telesu se takrat zgodijo razne kemične reakcije, hormonske reakcije, ki bistveno in močno vplivajo na naše zdravje. In to je psihično zdravje in fizično zdravje. Skratka, jeza nam lahko, pogoltnjena jeza, potlačena jeza, nam lahko povzroči bolezen. Zaradi tega je res pomembno, da se s tem ukvarjamo. Zato, ker po drugi strani je pa jeza lahko pravi blagoslov, ko jo mi znamo uporabljati. Jeza je tako čistko, kot vsaka stvar, ki jo imamo v telesu. Je nekaj, kar imamo zato, da nas zaščiti. Ampak samo takrat, ko to znamo uporabljati. Kadar mi jezo uporabljamo v prid sebi, ko znamo jezo regulirati, a veste, kaj je regulacija jeze? To, da se mi postavimo v neko ravnotežje, ko smo jezni. Takrat je jeza v bistvu zelo dobrodošla stvar, ker nam pokaže, da mi rabimo z našim telesom in z našim umom nekaj narediti. Ker nam pokaže, da se ne počutimo varno. Ker nam pokaže, da rabimo zaščito. Ker nam pokaže, da rabimo zaščito od sebe. Takrat se ne počutimo, da bi se na koga naslonili, kadar smo jezni. In kako to naredimo? To midva govoriva v spletnem tečaju Jezi pri sebi. Drugače pa mogoče en majhen namig. Kaj je to regulacija? S čim se mi reguliramo? Recimo, ena stvar, s čimer se reguliramo, je, da se reguliramo z dihom. Ko to naredite, če samo tako na prazno to naredite, dajte občutiti, kaj se zgodi v vašem telesu. Druga stvar je, da se reguliramo z mišico. To se pravi, da se vprašate, ko ste jezni, kje v telesu čutite to jezo. Da znate zregulirati to z neko silo, recimo, da stisnete pesti, da stisnete mišice na obrazu, da stisnete mišice v riti, da stisnete mišice v trebuhu. Zato, da se jeza v bistvu izrazi skozi to napetost in sprostitev in skozi dih. In seveda jezo izrazimo lahko tudi z besedo. To se pravi, da nekaj rečemo, ampak to lahko že vpliva, vse lahko vpliva na zunanji svet. To pomeni, da moramo mi vedeti, kako bomo to naredili, kako se bomo umaknili, koliko časa za to potrebujemo, kako se počutimo, kaj se z nami dogaja. Skratka, kako se zreguliramo, oziroma z drugimi besedami, kako umirimo to jezo pri sebi na način, da jo ne potlačimo, ampak da se jo zavedamo in da smo zanjo hvaležni. Zato je nujno potrebno narediti obvladovanje jeze pri sebi. Spletni tečaj, ki ga naročite s klikom na gumb, ne vem, kje bo, tukaj ali pa tukaj. Skratka, kliknite gor in dobili boste vse informacije o tem spletnem tečaju. To je temeljni spletni tečaj, ki ga morate narediti, zato da boste lahko nadaljevali vse ostale. Zdaj vam pa želim vse dobro, lajkajte, delite tale video, komentirajte ga spodaj, če imate kakšne komentarje, če se upa kdo izpostaviti, kako on shaja z jezo, z regulacijo jeze, bom zelo hvaležna. Saj veste, zgodbe nam pomagajo, zato ker z njimi delamo lepši svet. Čau, čau!